predsednik skupni dr. Karlo Verstovšku. Lepo pozdravljam vse člane društva, vse občane, predstavnike medijev, predvsem pa gospoda župana Petra Dermola, ki mu v tej priliki v imenu tudi našega društva čestitam k prepričljivi izvolitvi za župana. Kar tako naprej, skupaj bomo dosegli še dobre in velike stvari. Dovolite mi, da spregovorimo v tem prazniku nekaj besed. Dan Rudolfa Maistra je slovenski državni praznik, ki ga praznujemo 23. novembra. Na ta dan je leta 1918 Rudolf Maister s svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo in jo razpustil v Mariboru. S tem dogodkom pa je k Sloveniji priključil tudi večji del slovenskega narodnostnega in govornega območja Štajerske in Koroške, pa tudi Prekmurja. Zbrali smo se tu v Velenju, da počastimo spomenik na generala Rudolfa Maistra Vojanova, enega največjih sinov slovenskega naroda. Danes slavimo obletnico njegovih odločnih in uspešnih akcij, ki so pred 104 leti slovenskemu narodu zagotovile ozemeljsko celovitost in predvsem to, da sta Maribor, celotna spodnja Štajerska, del Koroške, tudi območje Šaleške doline pripadli domovini. Z odločno akcijo je bila ustvarjena učinkovita podlaga slovenske državnosti. Brez te odločnosti in sposobnosti generala Maistra bi celotna kasnejša zgodovina Slovencev zagotovo potekala drugače. Malo verjetno je, da bi brez njegove odločnosti sploh dočakali našo neodvisnost in državno samostojnost, zagotovo pa ne v sedanjih geografskih okvirih države Slovenije. Njegova pomembna sodelavca, poleg mnogih prostovoljnih borcev za slovensko severno mejo, v teh prelomnih časih sta bila tudi dva Velenjčana. Politik in učitelj dr. Karel Verstovšek ter pisatelj in pedagog Gustav Šilih. Ob zgradbi tukaj Vile Bianche je na pobudo našega društva in ob absolutni podpori mestne občine Velenje bil postavljen in stoji doprstni kip dr. Karla Verstovška. Nekaj metrov proč nad stopnicami pa je na mestu, kjer je stala rojstna hiša Gustava Šilika, vgrajena spominska talna plošča. Ena pomembnih posebnosti, ki so zaznamovale konec 19. in 20. stoletja, je za slovensko zgodovino nedvomno bil dr. Karel Verstovšek, kjer tukaj danes stojimo. Poleg tega, da je kot predsednik Narodnega sveta za Štajersko podpori somišljenikov povišal in imenoval čez noč majorja Maistra v generala Maistra in mu s tem pridobil vojaško moč poveljevanja, je kasneje deloval kot pobudnik in nosilec prizadevanj za ustanovitev prve slovenske univerze v Ljubljani. Danes ga nekateri upravičeno štejejo kot idejnega očeta slovenske univerze. V današnjem času, ki je večkrat neupravičeno, pa tudi upravičeno prav zaradi zgodovinskih okoliščin nenaklonjen poveličevanju osebnosti oziroma izpostavljanju njihove zgodovinske vloge, je morda potrebno, da se spomnimo na tiste izmed njih, brez katerih ne bi bilo naše zgodovine, naše kulturne dediščine in identitete. Da se spomnimo na tiste, ki so ustvarjalci razvoja, njegovo gonilo, tiste, ki ustvarjajo zgodovino, osebnosti takšne in drugačne, a vselej tiste, o katerih je vredno in treba govoriti. Zato je prav, da se vsako leto spomnimo njihovih velikih dejanj, zato je prav, da smo ustanovili Šaleško društvo General Maister Velenje, da se spomnimo Maistrovih zaslug, da Slovenci obstajamo kot suveren narod in da imamo svojo lastno državo. Pomislimo samo na Maistrovo tveganje in sposobnost mobilizirati 4000 prostovoljcev za obrambo severne meje v manj kot mesec dni v tistem novembru 1918. Odvik teh razsežnosti ob koncu prve svetovne vojne, ko so bili vsi naveličani vojnih grozot in orožja in ob popolnoma drugačnih komunikacijah zasluži vse možno občudovanje. Prav je tudi, da se spomnimo, da general Maister ni bil samo vojaški poveljnik, prvi slovenski general. Kot vsestranska osebnost je bil predvsem velik domoljub, pa tudi bibliofil, kulturni delavec, športnik, slikar in pesnik.
Njegova knjižna zbirka je danes v ponos Mariborski univerzitetni knjižnici in je del našega kulturnega bogatstva. Rudolf Meister je s svojim življenjem in delom pokazal, kako se vojaški poklic povezuje s kulturno občutljivostjo in z domovinsko zavestjo. S tem je navdihoval tudi borce NOB-jev v obdobju 1941–1945 in zagotovo s svojim likom tudi našem boju za neodvisnost in suverenost slovenskega naroda leta 1991. Ta vzor je danes tudi pomemben, ne le za ljudi vojaškega poklica, ampak za vse nas. Današnja spominska slovesnost v Velenju ob državnem prazniku je zato priložnost, da obudimo spomin na junaka in vizionarja in dokaz, da lahko v Velenju skupaj ob podpori mestne občine Velenje ta praznik tudi dostojno proslavimo. Hvala lepa. Ena Vojanova. Naprej. Bratje, v Triglavu ognji gore, žarki kresovi, krvavi plameni, kakor silni meči ognjeni, ki jih sami arkangeli vihte. Bratje, naša pomlad gre iz tal, bistra koburja, močna koval, v naša domovja se je zagnala, temo razklala, sonce skovala, sonce kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nas zove, Jadran rjove, vranci naj skrešajo trde podkve. Bratje, naprej! Župana, gospoda Petra Mola, skupaj počastljiva v imenu nas vseh ta državni praznik s položitvijo spominskega cvetja, praporščak, pa prosim se temu dostojno S tem je naša skromna, pomembna spominska svečanost zaključena. Vabim vas, če utegnete tudi še na regijsko proslavo danes v Šmartnem ob Paki ob 18. uri pri spomeniku padlim v prvi svetovni vojni iz občine Šmartno ob Paki. Naše društvo namreč združuje ljudi vseh treh občin, kjer se bomo poklonili državnemu prazniku tudi v regijskem pomenu. Hvala lepa vsem za udeležbo. Želim vam srečno, kakor tudi srečno Sloveniji. Nasvidenje.